Dr. Tadej Ostrc se je rodil 4. junija 1981. Po uspešno zaključeni gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer se je vpisal na študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in septembra 2008 pridobil strokovni naziv doktor dentalne medicine. Januarja 2010 je bil prvič izvoljen v naziv asistenta za področje stomatološke protetike in se zaposlil na katedri za stomatološko protetiko. Sodeluje pri pouku kliničnih predmetov fiksna protetika, gnatologija in klinična fiziologija stomatognatnega sistema. Leta 2016 pa je na Fakulteti za družbene vede zaključil tudi znanstveni magistrski študij politologije. Leta 2023 je uspešno zagovarjal doktorsko nalogo ter pridobil naziv doktor znanosti z področja biomedicine. Med junijem 2022 in julijem 2023 je na Ministrstvu za zdravje opravljal funkcijo državnega sekretarja. Dr. Tadej Ostrc je od leta 2017 član odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije in predsednik Komisije za strokovno zobozdravstvena vprašanja ter Komisije za podiplomsko usposabljanje. Od leta 2017 pa je tudi član ITI in EAO. Med junijem 2021 in junijem 2022 je bil predsednik Lions kluba Ljubljana Forum, je poročen in oče 2 otrok. Pomurski akademik dr. Tadej Ostrc je po svoji izobrazbi doktor stomatologije, doktoriral pa je iz biomedicine. To pomeni, da ima en malo širši pogled in to njim seveda tudi fejst prav pride pri njegovem znanstveno-raziskovalnem delu. Treba pa ga povaliti tudi, da je ne vsikdar samo v tom raziskovalnem delu, ki proba pomen toga spraviti tudi čim bolje v vsakdanje življenje in čim bolje tudi med ljudi. Tak je angažiran v marsikateri stanovski organizaciji, društveni organizaciji, bil je na Ministrstvu za zdravje tudi državni sekretar, tako fejst dobro pozna po eni strani, kak je z našim zdravstvom, še posebej z zobmi, in po drugi strani, kak se da to še izboljšati. No in njegovo raziskovalno področje pa je povezano na ne tisto, kdo nas boli zob, ampak tisto, kar je povezano tudi z sklopom, torej z čeljustjo in mišicami. Nikdar je ne dobro, če nas kajkoli boli, ampak v glavnem smo vezani na to, ko nas boli zob. No gnjez, da nam pa Pomurski akademik Tadej Ostrc povedal, ko so tudi druge možnosti, zakaj tu pride do velikih bolečin in kako jih preprečiti in kaj seveda tudi življenjski slog k tome pripomore. In višno fejst zanimivo predavanje, tako za tiste, ki jih že boli, kako za vse ostale, ki jih ne da bolelo. Zato vas vabim, da si predavanje, zanimivo predavanje Pomurskega akademika dr. Tadeja Ostrca, super pogledamo. Ameriški odbor za ustno-obrazno bolečino je leta 1990 tempomandibularne motnje opredelil kot skupino stanj in bolezni, ki prizadenejo stomatognatni sistem, to je bodisi čeljustni sklep, žvečne mišice, bodisi oboje. Epidemiološke raziskave so pokazale veliko prisotnost znakov in simptomov TMM pri skoraj vseh pregledanih populacijah in starostnih skupinah. Obstaja splošno soglasje, da so stres, depresija, invalidnost in disfunkcionalna stanja kritični vidik profila pacienta s TMM. Glavobol zaradi TMM je sekundarni glavobol z značilnostmi, ki pogosto povzročijo diagnostično prekrivanje s primarnimi glavoboli, to je z glavobolom tenzijskega tipa in ali migreno. Diagnoza glavobol zaradi TMM je bila šele leta 2004 uvrščena v mednarodno klasifikacijo glavobolov. Etiologija GTMM je miofascialna bolečina iz prožnih točk v mišici, kiti ali fasciji in prenesena bolečina iz čeljustnega sklepa. Okluzijska opornica, ki jo pacient nosi med spanjem, in svetovanje glede življenjskega sloga predstavljata standardno obliko zdravljenja TMM. Injiciranje botulium toksina v 2 največji žvečni mišici oboje stransko, in sicer temporalno in maseterno mišico, predstavlja sodobnejšo obliko zdravljenja TMM. Glede na vzročno zvezo med TMM in GTMM je pričakovati, da bi se moral glavobol tega tipa odzvati na zdravljenje TMM.
3 dejstva: mišično-skeletna bolečina stomatognatnega sistema in ali omejena gibljivost mandibule in ali zvoki v čeljustnem sklepu je skupek simptomov s skupnim imenom tempomandibularna motnja in je glavni vzrok nezobne bolečine v ustno-obrazni regiji. Zdravljenje temporomandibularnih motenj poteka z okluzijskimi opornicami, injekcijami botulium toksina, z akupunkturo, fizio in psihoterapijo. Temporomandibularna motnja in glavobol vplivata na kakovost življenja in spanja ter povečujeta napoved prisotnosti depresije, anksioznosti in somatizacije. Ja, najprej en lep dober večer, najlepša hvala za povabilo. Redko imam tako čast, da predavam v takem eminentnem ljudi. Torej, jaz sem se odločil, da vam predstavim zdravljenje glavobola v zvezi s temporomandibularno motnjo. To je nekaj, kar v bistvu mogoče bi na prvo žogo rekli, da ne poznate, ampak ko boste videli čez predavanje, je to precej pogosta težava. Se pravi, kaj je temporomandibularna motnja? Gre za neko bolečino mišično-skeletnega izvora, ki ima potem za nekako svojo posledico omejeno gibanje čeljusti in pa ponavadi tudi bolečino v čeljustnem sklepu in je glavni vzrok nezobne bolečine v tej naši orofacialni regiji. Epidemiološke raziskave kažejo, da je 40 do 60% ljudi, se pravi večina tukaj izmed nas, imela že težavo z temporomandibularno motnjo, vendar le 10% splošne populacije poišče pomoč pri zdravniku in s tem se ponavadi v svetu ukvarjajo predvsem terciarne ustanove, pri nas je to stomatološka klinika. Diagnostično orodje, ki ga imamo, je DCTMD, to je Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. To je en konzorcij strokovnjakov, ki se enkrat na leto dobimo in posodabljamo in praktično je ena izmed redkih disciplin v medicini, ki ima, bom rekel, diagnostično orodje. Kaj pa v bistvu je ta glavobol zaradi temporomandibularne motnje? Že samo ime pove, da v bistvu gre za nek sekundarni glavobol, ki ima vzrok v temporomandibularni motnji, se pa velikokrat prekriva bodi se z tenzijskimi glavoboli ali pa z glavoboli migrenskega tipa. Šele leta 2004 je kot samostojna entiteta bila zavedena v mednarodni klasifikaciji glavobolov. Je pa to en tak glavobol v predelu senc, tiščoča bolečina v sprednjem področju, takole zgoraj, ki ponavadi izžareva bodi se iz žvečnih mišic v spodnjem predelu ali pa v zgornjem predelu ali pa iz temporomandibularnega sklepa. Pojavlja se po večini zjutraj, ker ponavadi več stiskamo po noči, lahko pa tudi čez dan, ker stiskamo tudi v nezavednem stanju, se pravi takrat, ko je naša zavest izklopljena. In seveda relevantno klinično vprašanje je, ali se da z vplivom na temporomandibularno motnjo zdraviti tudi ta tip glavobola. To je bila tudi moja teza, moje doktorske naloge. Seveda tako raziskavo, ki je, bom rekel, bila multidisciplinarna, je bilo treba najprej priglasiti na vse domače in pa tuje inštitucije, ki se ukvarjajo s tem, da odobritev dobimo. In potem smo 133 bolnikom, ki so bili napoteni k nam in smo jim v bistvu diagnosticirali ta tip glavobola, poleg temporomandibularne motnje, smo jih prosili, da se vključijo v našo raziskavo. Kot že rečeno, na podlagi DCTMD-ja smo jim potem tudi diagnosticirali glavobol zaradi temporomandibularne motnje. Bom rekel, najvišja možna tip raziskave v medicini je dvojno slepa študija, zato smo mogli opraviti randomizacijo, naključno razdelitev v 4 skupine, se pravi kontrolno skupino, ki je imela obe terapiji slepi oziroma placebo, če lepše se izrazim, ena, ki je imela obe aktivni terapiji in pa tisti dve vmes, ena z, ena brez. Vsem 4 skupinam, ker je pač gre za etičnost raziskave, smo ponudili svetovanje. V bistvu to je nekaj, kar praktično delamo pri vseh bolnikih s temporomandibularno motnjo. Gre za neka priporočila, navodila, kako naj se izogibajo parafunkcijam, stiskanju zob, bom rekel, aerobna telesna vadba, sprostitvene tehnike, akupresura. In to so v bistvu vse 4 skupine dobili, ker je pač neetično, da človek, ki pride k tebi s kronično bolečino, da mu daš samo placebo in mu rečeš, da mu bo pa to pomagalo. No in dajte si to svetovanje zapomniti, ker je nekako to ta fil rouge tega mojega predavanja. Se pravi, klasična
terapija temporomandibularne motnje je taka okluzijska opornica, to je akrilatna grizna plošča, ki se ponavadi da na zgornje zobe, rahlo dvignjen ugriz in predvsem, bom rekel, ima za nalogo to, da v bistvu ščiti naše zobe pred stiskanjem, pred brušenjem. Deluje pa tudi tako, ker se mi zavedamo in ne grizemo v to, tudi če spimo po noči, ker v bistvu tudi, če bi imeli nek kamen, recimo v ustih, zavedno v to ugriznili ne bi. Placebo opornice so bile dizajnirane posebej za to študijo in so v bistvu bile take, da so imele okluzalno ploskev izpuščeno, tako da smo v bistvu prišli v stik z zobmi. Druga, novejša metoda je botulinski neurotoksin. Tukaj smo povzeli protokol, ki smo ga potem rahlo modificirali po Blumenfeldu in sodelavcih, se pravi, skupno je prejel pacient 100 enot botulinskega toksina. Pri aktivni terapiji, pri pasivni oziroma pri placebo terapiji pa je bilo to izvedeno z aplikacijo sterilne fiziološke raztopine. Tukaj so mesta aplikacije, se pravi maseterske mišice, 3 obodi, levo in desno, in pa temporalna mišica, 2 oboda spredaj in zadaj, levo in desno. Seveda smo merili tudi odziv na našo terapijo, se pravi, to je čisto na začetku, na dan terapije in pa potem na 2 kontrolnih pregledih, 1 mesec in pa 3 mesece po sami izvedeni terapiji. To je ta famozni DCTMD protokol, ki smo ga tudi mi poslovenili, validirali. Gre za precej obsežen zapis bolečinskih stanj v ustih in pa tudi vseh statičnih in dinamičnih gibov naše spodnje čeljustnice. Ker smo hteli biti še bolj objektivni, smo merili prag bolečine z algometrom, to je ena taka naprava, s katero terapevt pritiska na mišico in ko se senzacija iz pritiska naredi v bolečino, pacient prekine ta pritisk z pritiskom na gumb in to smo potem beležili in merili, kako se je v časovnem obdobju to spreminjalo. Ker pa v moderni medicini mislim, da je tudi včasih bolj kot objektivna zdravnikova ocena, bolj pomembna tudi pacientova samoocena, smo uporabljali kar obsežno baterijo, mogoče celo preobsežno, ampak za doktorat je to mogoče dovoljeno. Baterijo teh indeksov, merili smo, se pravi, kakovost življenja povezano z oralnim zdravjem, potem merili smo kakovost spanja, anksioznost, depresijo, somatizacijo in pa seveda tudi kronično bolečino. To je zaporedje kliničnih postopkov, vidite 4 obiski pri terapevtu, bodisi na stomatološki ali pa hkrati tudi na nevrološki kliniki, kjer je bila aplikacija botulinskega toksina tudi izvedena. Tukaj je flow raziskave, randomizacija v 4 skupine in pa potem v bistvu število ljudi in pa oseb, ki so končali našo raziskavo. Samoocena glavobola, ker glavobol ne moremo, ker je to subjektivna senzacija, samoocena glavobola nam je pokazala, da se je sčasoma pri vseh skupinah delež tistih, ki niso imeli težav zaradi glavobola ali pa so imeli zelo majhen vpliv na to, zelo zmanjšala in delež tistih, ki so imeli velik vpliv na samo življenje, da se je ta delež zelo zmanjšal, tako da je v bistvu naša terapija pri vseh 4 skupinah bila precej uspešna. Pri številu bolečih točk, to, kar sem opisoval prej z aplikacijo z algometrom, se je prav tako pri celotnem vzorcu statistično značilno izboljšalo. Če smo pa merili, primerjali skupine s kontrolno skupino, pa statistično značilnih razlik ni bilo. In tukaj nas je pri statistiki začelo to malo, zanimati ali pa včasih tudi malo skrbeti. Tukaj so vprašalniki, vidimo, da povsod je prišlo do padca. Zanimivo, da pri spanju in pa pri kakovosti življenja, da je največji padec se pokazal pri skupini, ki je imela samo opornico, se pravi, da je nosila po noči, in pa pri kronični bolečini pa je placebo odlično deloval, ker je kontrolna skupina bila pa najboljša. Pri drugih vprašalnikih se je to izmenjevalo. Tisto, kar smo pričakovali, da se bo najbolj izboljšalo, se pravi, da ko bomo udarili z obemi topovi naenkrat, se je izboljšalo samo pri anksioznosti in pa pri somatizaciji. No in tukaj vidimo potem, ko smo naredili to linearne mešane modele, se pravi, spet vidimo tiste skupine, ki je imela opornico, statistično značilna, spanje in kakovost življenja. Če pa gledamo, se pravi, celokupen pool pacientov skupaj s kontrolno skupino,
se je pa pri tem v celotnem vzorcu pa statistično značilno izboljšala čisto vsi parametri, se pravi anksioznost, depresija, somatizacija, kronična bolečina, spanje in pa tudi kakovost življenja. Zelo napoveden dejavnik, se pravi tega, ali nekaj delamo prav ali ne, je, se pravi velikost razreda odpiranja ust, in mi ponavadi merimo odpiranje ust maksimalno, kjer pacienta, bom rekel, malo pritisnemo, tudi če ga malo zaboli. To je ta sadistična komponenta vsakega zdravnika. Ali pa odpiranje ust brez bolečine, se pravi brez bolečine pa tisto, kar v bistvu pacient sam odpre. In tam v bistvu se je najbolj izboljšala tale pri celokupnem vzorcu in tudi pri tistem, ki nosijo opornico, se pravi pri skupini, ki jo tako ali tako zdravimo klasično. In zdaj, če preidem nekako na zaključke, se pravi, kot sem že povedal, pri vseh 4 skupinah skupaj se je vse skupaj izboljšalo, se pravi tako kakovost spanja, kronična bolečina, kakovost življenja v zvezi z oralnim zdravjem, depresija, anksioznost in pa somatizacija. Statistično značilno v primerjavi z kontrolno skupino se je izboljšala kakovost življenja samo pri skupini tisti z opornico, podobno je pri kakovosti spanja, kar je mogoče tudi nekako, bi rekel, relevantno, ker to nosimo čez noč. Zdaj pa verjetno bi bilo logično vprašanje, zakaj smo dobili take rezultate. Jaz mislim ali pa globoko verjamem, da je to posledica svetovanja, ker v bistvu ve se, da kronifikacija bolečine se povzroči predvsem pri tistih pacientih, in tle se mogoče lahko malo navežem na Mateja, pacient mora biti v centru našega delovanja, se pravi, če mi predpišemo pacientu terapijo in ga pošljemo domov, se njegova bolezen ne bo izboljšala. Pacientu pomaga to, da ga mi vodimo od točke A do točke B, da ga redno spremljamo in ga kličemo na redne kontrole. In to je poleg svetovanja, bom rekel, največji doprinos te študije. Zdaj, logično nadaljevanje tega je, da opravimo eno multicentrično študijo z tujimi centri in da dobimo res velik pool, mogoče 1000 pacientov, in takrat bomo lahko tudi te enote standardizirali, koliko enot je pri posameznem pacientu to dovoljšno ali pa zadostno. To je v bistvu prva taka prospektivna randomizirana klinična študija zdravljenja takega glavobola na svetu. Kot smo že povedali, svetovanje za spremembo življenjskega sloga se je izkazalo za pomemben klinični doprinos in to bo v bistvu nekako zelo vplivalo k bodočim smernicam zdravljenja, ko se naslednjič dobimo na tem konzorciju, ko bomo to predstavili, in to bo sigurno vključeno, bom rekel, v svetovne smernice na svetovni ravni v tem konzorciju. Se pravi, profilaksa migrene se že uporablja tudi z botulinskim toksinom, a ne nekako podobno si želimo, da mogoče pri določeni skupini pacientov, ne pa pri vseh, da to dosežemo tudi pri temu tipu glavobola. Najlepša hvala. Ali ste vedeli? Glavobol v predelu senc, ki se pojavlja predvsem zjutraj, je lahko posledica temporomandibularne motnje. V splošni populaciji so temporomandibularne motnje zelo razširjene, saj ima do 2/3 prebivalstva tovrstne težave vsaj enkrat v življenju. Razvade, kot so žvečenje žvečilnega gumija, grizenje nohtov in držanje telefona z brado, izredno poslabšajo pojav boleče temporomandibularne motnje.